Drage gledalke in gledalci televizije Exodus, nahajamo se v župnijski kapeli župnije svetega Vincencija Paveljskega v Grazu. Z nami je gospod župnik Wolfgang Pucher. On je župnik te župnije že od leta 1973. Zakaj smo tukaj in zakaj se bomo pogovorili z gospodom župnikom? Gre namreč za en čudež, ki ga je gospod župnik Pucher izvedel tukaj v Grazu z pomočjo svetega Vincencija Paveljskega in številnih sodelavcev. Uspelo mu je v nekaj letih utemeljiti tako imenovan Vinci Werk, delo Vincencija Paveljskega. To so karitativne enote, manjše, ki sprejemajo soljudi, katere ne želijo sprejeti nobene druge karitativne organizacije. To so ljudje, ki so dejansko čisto na dnu. To so alkoholiki, to so ljudje, ki so odvisni od drog, to so duševno motene ženske osebe, tudi matere, to so begunci ne pred vojnami, ampak begunci pred pomanjkanjem medčloveške ljubezni. In to je ta čudež, ki se nahaja tukaj v Grazu, pa ga pri nas sploh tako rekoč nihče ne pozna. Herr Pfarrer, Herr Wolfgang Pucher. Gospod župnik Wolfgang Pucher, že od leta 1973 ste župnik župnije svetega Vincencija v Grazu. S pomočjo svetega Vincencija Paveljskega ste uspeli uresničiti pravi čudež, ki se imenuje delo svetega Vincencija ali Vinci Werk. Ste pobudnik in ustanovitelj te karitativne ustanove. Najprej nam povejte, kako vam je uspelo ustanoviti nekaj tako edinstvenega za Gradec, Avstrijo in vso soseščino. Leta 1990 sem zbral skupino 13 mladih ljudi, s katerimi sem govoril o tem, kako bi mogli za slehernega človeka v našem mestu, ki nima oskrbe, je pa zelo reven, nekaj storiti. Prvo, kar je ta skupina storila, je bilo, da je leta 1991 uporabila majhen star Volkswagenov avtobus in se z njim od 1. decembra 1991 do danes vsak večer odpeljala do revnih ljudi, ter jih oskrbela s sendviči in čajem. V stikih s temi ljudmi so ugotovili, da imajo še druge probleme. Denimo ljudje brez strehe na glavo, ki jih nihče ne sprejme, čeprav v našem mestu obstaja pomoč za takšne ljudi, ki jih je kar veliko. Vendar pa obstajajo tudi ljudje, ki so težko bolni zaradi zasvojenosti z alkoholom, a jih tam sprejemajo le pod pogojem, da nehajo piti. Kdor pa pozna odvisnike od alkohola, ve, da brez alkohola ne morejo živeti. Mnogi od njih so se že večkrat poskušali osvoboditi alkohola, pa jim ni uspelo. In tako so jim povsod rekli, da so si sami krivi. Na vprašanje o krivdi se da na hitro odgovoriti, vendar pa ne razkriva resnice. Teh ljudi se zares ne pozna. Nihče še ni proučil njihovega življenja. Južnoameriški rek pravi, da če nisi prehodil 1000 milj v sočlovekovih mokasinih, nimaš pravice o njem soditi.
V našem mestu je 40 moških, ki jih nišče ni sprejel in so brez namestitve, nimajo denarja, imajo malo za jesti in živijo od miloščine in alkohola. Tako smo v letu 1993 zanje naprosili gradbene kontejnerje, ki smo jih razvrstili ob nekem pokopališču in uredili v nekakšno malo vas. In od 1. decembra 1993 imajo ti možje tam svoje domovanje. In prav domovanje je tukaj najpomembnejši izraz, saj imajo toplo posteljo, hrano in zdravstveno oskrbo, a imajo še več. Od sodelavcev, večinoma prostovoljcev, uživajo zaščito in so sprejeti ter spoštovani takšni, kot so. Ni nobenega nečloveškega pritiska nanje. Smejo biti takšni, kot so. In to je može sčasoma privedlo do tega, da danes čutijo to domovanje kot svoj dom. In to domovanje se imenuje Vincencija vas ali Vincidorf. Vendar nismo začeli le s to, temveč s še več drugimi ustanovami. Denimo, tedaj je obstajalo več vzhodnih držav, ki niso pripadale Evropski uniji in katerih prebivalci so pogosto pripotovali v Gradec, da bi si našli kakšno zaposlitev. Toda to ni bilo dovoljeno, rekli smo jim delavci na črno. Nihče jim ni dal namestitve. Pri nas pa smo ustanovili lastno Vincencijevo gnezdo, Vincinest. In v okviru tega gnezda vsak dan na stotine ljudem nudili namestitev in polni obrok hrane. Do pred kratkim tudi nismo zahtevali nobenega plačila, sedaj pa že nekaj časa za polno namestitev plačujejo po 1 evro na noč. Ob tem pa je vključena hrana in pranje perila. Obstaja pa še neka druga skupina. Ljudje, ki se težko prilagajajo, ker so odvisniki od drog. Obstajajo sicer institucije za odvisnike od droge in veliko se naredi zanje, toda na Štajerskem zadnje ni takšne namestitve, kjer bi lahko živeli in ostali. In tako smo ob cerkvi uredili Vincencijev hotel ali Vincitel, kjer nudimo namestitev za 24 ljudi, večinoma odvisnike od drog, ki lahko tu ostanejo tako dolgo, dokler se zanje ne najde druga ustrezna namestitev. Nekateri se vrnejo nazaj k svoji družini, drugi dobijo oskrbo in spremstvo v nekem stanovanju, spet drugi se poskušajo vrniti v samostojno življenje ali odidejo v zavod za pomoč odvisnikom od droge. Mnogi od njih se vrnejo k nam, zato smo ob Vincitelu ustanovili še vzporedno ustanovo, ki sprejema in oskrbuje izključno povratnike, ki dobijo spremstvo, da bi mogli začeti samostojno življenje. Spet druga skupina so ženske s psihičnimi obremenitvami oziroma motnjami. Če so ženske psihično motene, so zares zelo uboge. Bolj ubogi od tistega, ki nima kaj za jesti in je brez namestitve, ker jih ne razumejo, jih izključujejo in omejujejo, zavirajo. Preprosto so izvržene, podobno kot so bili gobavci v starih časih, nedotakljive. Če se podvržejo začetni oskrbi, potem jih sprejmejo tudi drugje. Ker pa so večinoma prepričane, da niso bolne in ne potrebujejo zdravil, se jih ne da oskrbeti. V tem smislu smo odprli novo ustanovo Vinci Life, ki jo vodi Slovenka in jo tudi osebno poznate. Tako da tudi tukaj delamo po načinu, pri nas si lahko takšen, kakršen si. Torej ne takšen, kot bi naj bil, temveč takšen, kot si. Ob tem imamo še namestitev za ženske v stiski, ki pa nimajo psihičnih težav.
Te lahko pridejo in pri nas ostanejo tako dolgo, kot želijo, oziroma dokler ne najdejo druge ustrezne namestitve. Imamo tudi 10 mest po Avstriji, kjer pomagamo z živili tistim ljudem, ki finančno težko shajajo. Tam dobijo vsa živila brezplačno, oziroma jih lahko dobijo po le 30% normalne cene. Imamo tudi male trgovine, kjer potrebni dobijo oblačila po neverjetno nizkih cenah. Vsega skupaj imamo po Avstriji 40 ustanov. Največja ustanova je v Salzburgu. Tam imamo tako imenovano Vincencijevo streho ali Vincidah, ki je nekakšna vzorna hiša in smo jo povzeli po ustanovi v Bostonu, Združene države Amerike. Tukaj iščemo stanovanja, razpršena po vsem mestu, in če se pojavi človek brez strehe nad glavo, se lahko v 1 uri vseli in bo deležen tudi oskrbe. S sistemom Vincidah smo samo v 5 letih oskrbeli že 70 ljudi, ki so za daljši čas potrebovali streho nad glavo. Zmeraj gre za ljudi, ki jih drugi zavračajo. Zato smo za ljudi brez strehe nad glavo še bolj poskrbeli. V Avstriji imamo zakon, ki pravi, da državljani Evropske unije, ki iščejo pomoč, le te ne smejo dobiti iz javnih sredstev, saj morajo biti deležni pomoči v svoji domači državi. Toda oni so tukaj in bi želeli tukaj ostati, vendar so izključeni iz vseh ustanov, tudi cerkvenih. Kot prvo smo na Dunaju ustanovili tako imenovan Vinci Port ali pristan, sprejemališče, kjer so ljudje, ki niso upravičeni do nobene druge pomoči, preskrbljeni vsaj s posteljo in toplo večerjo. Vseh skupaj je 400 ljudi, ki vsako noč prejmejo skrbo in hkrati dobi hrano vsak dan 1400 ljudi. To je ja osupljivo. Do sedaj ste imenovali in nam predstavili mnogo Vincencijevih ustanov in moram jih še enkrat prebrati, da bi dojeli, kako veliko je teh Vincencijevih ustanov. Vendar to še niso vse Vincencijeve skupnosti. Vincencijeva skupnost je nosilna skupnost, ki je razširjena širom po svetu, z milijon sodelavci. Tukaj pa je Vincencijeva skupnost Eggenberg. To je okrožje, v katerem živimo in ima referenčni status. Saj je bila ustanovljena strani 13 mladih ljudi, ki so danes vsi stari že med 40 in 50 leti. In ta skupnost se je razširila s pomočjo približno 850 prostovoljcev. Sedaj bom prebral. Vincencijev avtobus, Vincencijevo gnezdo, Vincencijeva zaščita, Vincencijeva vas, kontejnerska vas, bolniška izba, postaja hospic, Vincencijeva tržnica, trgovina Vincišop, Vincencijeva pomoč, Vincencijeva dela na Dunaju, Vincencijeva postelja, Vinci Port ali pristan, Vincencijeva streha v Salzburgu in na Slovaškem obstaja namestitev za Rome. Ja, tam smo v neki vasi, kjer Romi domujejo in prihajajo prosit, izgradili široko mrežo podpore s posebno Vincencijevo skupnostjo svetega Andreja. In že dolgo, od leta 1996, podpiramo to vas. In odkar jo podpiramo, tam ni več nobene družine, da ne bi vsaj en član z našim posredovanjem ne dobil dela.
Ne zmeraj za polni delovni čas, vendar pa delo dobijo. V tej vasi imajo denimo lastno produkcijo testenin, rezancev, od koder mesečno razdelimo 1000 zavojev testenin od žensk, ki bi sicer bile primorane beračiti. In njihove testenine se prodajajo po vsej Avstriji. So pa tudi druge ustanove na vasi, ki smo jih ustanovili. Denimo vsem šoloobveznim otrokom dajemo vsak dan brezplačno malico, saj si od doma ne morejo ničesar prinesti. Potem obstaja tudi pralnica, financirana z naše strani, in potem še tako imenovan Vincioton, kar pomeni Vincencijeva domovina, kjer živijo socialno šibki. To so ljudje v bedi in uživajo našo podporo in zaščito, ter so deležni socialnega stanovanja. In ta vas se naprej razvija in sosednje vasi so ji pogosto nevošljive, saj drugim ne gre tako dobro. In vse to je na Slovaškem. Da, vse to je na Slovaškem. Tukaj v Gracu pa, če se nisem omenil, smo bili prvi in edini, ki smo sprejeli beraške Rome, cigane, kot jim pravite, brez strehe nad glavo. V hiši pa, kjer sem župnik, smo sprejeli in namestili 40 ljudi v družinah, moške, ženske in otroke, brezplačno. Preden so prišli k nam, so živeli v podganjih luknjah, in to so ženski, moški in otroci iz Romunije. Ko se je na Štajerskem uvedla splošna prepoved beračenja, prej so bili tu le berači Slovaškega, so začeli na videz prodajati časopisje. V resnici pa so za časopisom pomolili dlan in še naprej beračili. Tako niso bili več prepoznavni kot berači. Ko pa so prišli novi iz Romunije, večinoma iz južnega dela iz Svetega Jurija pri Prašovu, so prišli zmeraj skupaj z otroci. To je prebivalce Graca zelo vznemirilo in veliko se je naredilo proti njim, namesto zanje. Tedaj sem se v okviru Vincencijeve skupnosti odločil, da odprem družinsko prenočišče, ki se imenuje Vincentijevo srce. To ni nič drugega kot mesto, kamor se lahko v stiski zateče vsak Rom, naj bo moški, ženska ali otrok. To vaše delo že meji na svetost, bi rekel. No, ni ravno tako, hvala Bogu, da me ne poznate tako dobro. Sedaj se bomo pa posvetili vam. Vašo življenjsko zgodbo se bere skoraj tako kot pravljica. Leta 1939 ste bili rojeni tu v Avstriji, vaša stara mama pa je bila Slovenka iz Jarenine. Bila je hčera vinogradniškega hlapca Tužiča. Jožef Tužič je skupaj s svojo ženo hodil od enega vinogradnika do drugega, delal kot hlapec in povsod spočenjal otroke. 8. otrok, bili sta 2 deklici, prva je umrla, je bila moja stara mama. Oče je rekel, da ne zasluži dovolj, da bi jo prehranil. Zato je dejal, naj si z materjo poiščeta neki kraj na Štajerskem, ki je bila takrat del današnje avstrijske Štajerske, Štajermarka. In ona je takrat kot dekla na sedanjem avstrijskem Štajerskem prišla k svetemu Juriju in tam je, kar je bilo zares zelo žalostno, od kmetov 4-krat zanosila. Drugega za drugim je rodila 4 nezakonske otroke. Takrat pa je bilo povsod podobno in kmet je zagrozil, če ne bo otroka izročila, bo odslovil tudi njo. Tako je izročila prve 3 otroke, ki so potem odšli v Leoben. 2 od njih sem tudi sam spoznal. 2 od njih sem tudi sam osebno spoznal. Odraščala sta v Leobnu na Štajerskem. Kot rečeno so bili 3, vendar se je eden že zgodaj ponesrečil. Zadnji otrok je bila moja mama, Terezija Tužič. Stara mama moje mame ni hotela izročiti kmetu, maminemu očetu, zato ju je vrgel ven
In tako sta potem pristali pri nekem malem kmetu v kravjem hlevu. In einem ganz kleinen, bei einem Bauern untergekommen, und zwar in einem Kuhstall. 2 Jahre hat meine Großmutter mit meiner Mutter 2 leti je moja stara mama z mojo mamo kot otrokom spala v kravjem hlevu. zum eigentlichen Vater Potem sta se vrnili k maminemu pravemu očetu in sta smeli živeti tam. erlaubt, in die dortige Moji mami je dovolil vstopiti v tamkajšnjo samostansko šolo šolskih sester, takrat meščansko, danes pa osnovno šolo, ki jo je tudi zaključila. und sie ist dann Izučila se je za šiviljo, der Stör gegangen. potem pa je odšla v štero. Wenn jemand ein Handwerk Če se je nekdo izučil za rokodelca, je bilo takrat v navadi, da je odšel na popotno vajeništvo. Großmutter mitgenommen Tako je moja mama vzela s seboj mojo staro mamo, potovala z njo čez Wolfsberg v Schwarzautal dann in Schwarzautal gewandert, do mojega domačega kraja Cerlacha, Zerlach, der liegt in der Gemeinde. ki leži v občini Kirchbach. Dort hat mein Tukaj je spoznala mojega očeta, ki pa ni bil kmet, ampak čevljar, in sta se tudi poročila. mein Vater kennengelernt und die haben geheiratet. Und ich bin dann vor Preden je izbruhnila 2. svetovna vojna, sem bil rojen kot prvi otrok. Za mano se je rodila še moja sestra in potem je moj oče odšel na vojsko. eingezogen worden zum Militär. Musste dann To je bilo zame zelo žalostno. Službo je moral opravljati v Sloveniji in tam so ga kot vojaka v vojni ubili partizani. als Soldat im Krieg von Partisanen getötet worden. Und zwar Tako sem ostal v duši razdvojen. Moja stara mama, ki sem jo imel zelo rad, je bila Slovenka in moj oče, ki sem ga poznal le kratko, je bil umorjen med vojno v Sloveniji. der ist wieder im Krieg in Slowenien ermordet worden. Das war die Takšna je bila usoda številnih družin v tistem času. Familie. Und von dort Kot otrok sem torej odraščal v Cerlahu, potem pa so me sprejeli v malo semenišče v Gracu. Bil sem zelo slab učenec, zato so me izključili iz šole. war aber ein sehr schlechter Schüler und wurde aus der Potem sem prišel v naš škofijski internat v Egenbergu. Seminar, das von der Diözese To je bilo leta 1949. 1949. War ich 10 Jahre alt. Star sem bil le 10 let, kar je bilo takrat nekaj običajnega. Man hat Kinder, die Priester werden. Otroke, ki so želeli postati duhovniki, so že kot fantiče dali v internat. Die Priester werden Želel sem postati duhovnik in ker sem bil zelo slab učenec, so me v 3. razredu z nezadostnim uspehom odslovili iz šole. aus der Schule entfernt wurde, bin ich Potem sem stopil v malo semenišče pri Lazaristih, kjer sem ostal vse do danes. wo ich heute gelandet bin, eigentlich als Lazarist. Potem sem se pri Lazaristih izobrazil. Tam sem spoznal, kdo je sveti Vincenci Pavelski, ki je učil, da je služenje ubogim bogoslužje. In tako sem vedno bolj zorel v službi ubogim. Den Armen. Najprej sem bil sam vzgojitelj v našem fantovskem semenišču, kjer vzgajamo fante za duhovnike. Knam-Seminar, hab Buben zum Priestertum erzogen. Potem sem šel za kaplana k žalostni Materi Božji na Marijino ulico, kjer sem 3 leta delal z mladino. 3 Jahre Jugendarbeit geleistet. V kleti našega samostana sem skrbel za prostovoljno dejavnost okoli 200 mladih in otrok. Vsak dan od 2 popoldan do 21, tudi ob nedeljah. Auch am Sonntag. Bin dann von dort weg versetzt worden nach Istanbul. Potem so me prestavili v Istanbul, v avstrijsko šolo, ki pripada nam, lazaristom. Sehr angesehene To je zelo velika in ugledna šola, kjer sem bil prokurator. Opravljal sem delo ekonoma, bil sem vodja internata, sočasno pa sem vodil Caritas kolegija svetega Jurija. zu leiten gehabt, In tukaj sem prvič prišel v stik s skrajno bedo. in Kontakt gekommen. Es gab damals Bilo je leta 1969, ko sem prišel tja. Na ulici je živelo 10 000 otrok.
Živeli so od beračenja, kraje, prodajanja časopisov. To je bilo zelo usmiljenja vredno stanje. Spomnim se, kako sem nekoč v mrzlem letnem času domov grede srečal 2,5 gola fantiča, ki sta se stiskala ob šipo neke prodajalne pečenih piščancev in se grela, popolnoma usmiljena vredna. Ker sem že govoril turško, sem jo vprašal, če imate rada pečene piščance. Vprašanje je bilo neumno, seveda. Takoj sem jima kupil pečenko in stopil nazaj v trgovino, da bi poravnal račun. Ko sem prišel iz trgovine, sta že odšla. Iskal sem jo in jo tudi našel. Tistega piščanca sta pojedla skupaj s kostmi, tako ubogo je bilo to. Leta 1973 so me poklicali sem k svetemu Vincenciju, ker kot lazarist pripadam isti redovni skupnosti, ki obstaja tudi v Sloveniji. V Celju je bila prva avstrijska hiša za lazariste. Imamo zelo tesne stike s skupnostjo svetega Jožefa v Celju. To so moji sobratje in ti sobratje v Celju pripadajo izvorni hiši, ki je bila sedež za vso Avstrijo. V skupnosti svetega Vincencija pa sem sedaj že 46 leta. V roki držim knjigo, biografijo z naslovom Upornik iz ljubezni do bližnjega, avtorice Cornelie Krebs. Kaj pravzaprav pomeni biti upornik iz ljubezni do bližnjega? Cornelia Krebs je novinarka, s katero sem prišel v stik leta 1992. Istega leta so prišli ogradec dezerterji iz balkanske vojne, ki so pobegnili, torej ne begunci. Mama jim je takrat rekla, pojdi, umakni se, ne bojuj se. Tam dol je bila tudi Makedonija. Večinoma pa so bili iz Bosne, tudi iz Srbije. Bilo je preko 100 oseb, ki so nasedli na graški železniški postaji. In ker niso imeli veljavnih dokumentov, ni nihče poskrbel zanje. Bilo je v hudi zimi leta 1991-1992. Tja je pripeljal Vincijev avtobus in tem dezerterjem razdelil hrano. Pristopili so kot sestradane živali. Sendviče so kar trgali iz rok. Neka ženska s slovanskim priimkom Draškovič mi je pristopila in dejala, gospod župnik, nekaj morate storiti. Odvrnil se mi, nimam ničesar. Edino, kar mi je tedaj prišlo na misel, je bilo, da si lahko izposodim šotore. 9 velikih šotorov smo nato postavili na našem župnijskem športnem igrišču in vanje sprejeli vseh 101 dezerterja. To je v župniji sprožilo izjemno velik upor, ker so to bili mladi moški, ki niso bili begunci v pravem smislu. Župljani takrat niso imeli pojma, kaj je balkanska vojna in ni jim bilo jasno, kaj naj bi tukaj počeli ti mladi moški, brez žena in otrok. Hoteli so me odstraniti iz te župnije. Prebivalci so me zavrnili, vendar sem ostal. In to, kar sem tukaj počel, so prebivalci Graca sprejemali zelo različno. Eni so me nasprotovali, drugi so me podpirali. To je bil v resnici začetek širjenja Vinciverka, Vincencijevega dela. Mediji, televizija, radio in časopisi so nenehno poročali o tej šotorski vasi, ki sem jo poimenoval Vincencijev šotor, Vincicelt. Tako je bilo 3 mesece. Po 3 mesecih smo vsem 101 osebam priskrbeli namestitev. Tako so mnogi ljudje, ki nam prej niso pomagali, izviseli. In ta novinarka je sodoživljala to vstajo.
Lastnik gostilne, moj sosed, je vsem prebivalcem šotorov prepovedal vstop, če se sploh ne bi smel. In povedal sem, da tudi jaz ne bom nikoli več šel jest v gostilno mojega soseda nasproti cerkve, ker je pregnal moje brate oziroma jih je omejeval. Mi smo takrat bili ne toliko zunanji, temveč bolj duhovni boj. In v tej bitki sem zmagal. Ker je bilo to povezano z mnogimi odpori, je gospa Krebs izbrala naslov Upornik iz ljubezni do bližnjega. Še zadnje vprašanje. Ali imate kakšne načrte s širitvijo Vincencijevega dela? Vincencijeve skupnosti so zastopane širom po svetu. Nisem prepričan, vendar mislim, da v 47 državah. Ne vem natančno. Obstaja pa 47 tisoč skupin po vsem svetu. V veliko državah so navzoče Vincencijeve skupnosti. Pojem Vinci-Werke, Vincencijeva dela, uporabljamo le za naše skupnosti, ki so povezane s to Vincentijevo skupnostjo v Eggenbergu. Izven tega ne delujemo v tem smislu. Če pa kjerkoli opazimo stisko in nihče ne posreduje, gremo tja. Bilo bi mogoče, da bo nastalo še kaj več. Trenutno sem star 80 let in nisem več v stanju početi vsega mogočega. Vedno znova pa se pojavljajo nova vprašanja. Denimo sedaj razmišljamo o tem, da bi na Južnem Tirolskem ustanovili Vincencijevo vas. In prihodnje leto bo nastala Vincencijeva vas v Innsbrucku. Imamo jo že na Dunaju, kjer je nastala letos. Bilo bi mogoče, da bo tudi v Ljubljani oziroma kjerkoli drugje v Sloveniji kdo pokazal zanimanje in nam pomagal, da postavimo naselje za pomoči potrebne ljudi brez strehe nad glavo. Zmeraj sem z veseljem pripravljen vsakega takega človeka podpreti. Tudi finančno, saj denar ni problem, temveč najti človeka, polnega idealizma za izkazovanje pomoči takšnim ljudem. Slednji veljajo za izgubljene primere, mi pa smo v socialnem delu tukaj dosegli kvantni preskok. Poskrbeli smo za tiste, ki se zanje ne da poskrbeti, in dokazali smo, da je to mogoče. Wolfgang Puha. Vi ste resnično s pomočjo Vincencija Pavelskega naredil ne samo en čudež, ampak ogromno čudežev. S tem, da ste svoje srce, svojo neizmerno ljubezen posvetili ljudem, ki jih nihče ni hotel sprejeti k sebi. In zato ste resnično pravi revolucionar medčloveške ljubezni. Iz srca se vam želim zahvaliti, ne le za ta pogovor, temveč za vse, kar ste v svojih 80 letih storili za ljubezen do bližnjega. Velika in prisrčna hvala in Bog vas blagoslovi. Ali lahko izrečem en stavek v slovenščini, ki mi ga je povedala neka vzgojiteljica Amida iz Slovenije? Dobro jutro, sunce milo, kje bo noči, si hodilo? Vielen Dank, nochmals. Prosim, lepa. Drage gledalke in gledalci televizije Exodus, nahajam se pred tridelno oltarno sliko kapele svetega Vincencija Pavelskega, ki je zelo nenavadna. Namreč na prvi pogled se zdi, kot da v središču tega triptiha ni Jezus. Tukaj je ena velika miza okrogla, ki se zdi kot miza zadnje večerje, pa vendar ni. To so reveži, to so lačni, ne samo pravice, ampak tudi kruha in predvsem ljubezni.
In zgoraj imamo svetega Vincencija Pavelskega, ki je pravzaprav tisti, ki deli kruh, ampak v sredini je pa komaj opazno Jezusovo obličje. Zato je ta oltarna slika toliko bolj nenavadna. Jezus je tisti, ki združuje reveže skupaj z svetim Vincencijem Pavelskim v eno celoto.